Predstavljamo vam Anando Džotija, ki je svoje življenje posvetil meditaciji, spoznavanju skrivnosti življenja in samopreseganju lastnih pomanjkljivosti, ki jih ima vsak človek. Ananda meditira že 27 let. Učil se je v Ameriki pri znanem indijskem duhovnem učitelju, pisatelju, pesniku in umetniku Sri Chinmoyu, ki je vse svoje življenje posvetil služenju človeštvu. Napisal je več kot 1500 knjig, skomponiral več kot 15.000 pesmi in narisal na tisoče abstraktnih slik, ki niso nič drugega kot manifestacija notranje luči. Ananda je šel kot najstnik skozi težka obdobja anksioznih težav, paničnih napadov ter hudih somatskih migrenskih glavobolov. Kljub hudim težavam in bolečinam ni nikoli obiskal zdravnika, kar tudi ne svetuje drugim, enostavno je čutil, da so njegove težave duhovnega izvora in da jih je treba rešiti na duhovni način. Zaradi svoje zavzetosti in stremenja so vse njegove težave izginile že po 4 do 5 letih meditacije. Sam pravi, da je to eden od največjih čudežev v njegovem življenju, saj mnogi trpijo zaradi podobnih težav vse življenje in so primorani jemati tudi zdravila. Ananda danes meditira za svoj lastni, samopresegajoči se napredek, saj Bog znotraj nas nenehno presega svojo lastno božansko globino ter višino. Prav tako Ananda pomaga ljudem, ki si v svojem življenju želijo več notranjega miru, radosti in samonapredka. Dober dan, oziroma dober večer, dragi gledalci. Moje ime je Ananda. Meditiram že dobrih 27 let, kakor je tudi voditeljica povedala v predstavitvi. Danes bi povedal nekaj na kratko o meditaciji, tako imenovan ABC meditacije. Sam začetek, na primer, kaj je meditacija. Čeprav sem že o tej temi nekaj povedal, tu na televiziji ETV, lahko si ogledate, na YouTubeu je posnetek gor, ampak bi še enkrat en krajši uvod povedal, kaj je meditacija. Meditacija je enost z našo notranjostjo, z našim srcem. Bilo katero pot meditacije sledimo. Prva stvar, kar moramo narediti, je, da poskušamo umiriti Zdaj, zakaj meditirati? Meditiramo zato, ker nas današnji svet ne zadosti, ne zadoščuje. Tako imenovani mir, ki ga čutimo v vsakdanjem življenju, po 10 urah dela, ko pridemo domov, se uležemo, pogledamo televizijo, v bistvu in ne vem, ali gremo na sprehod, ni pravi mir. Že v naslednji minuti ali naslednji uri nas bodo sile nevednosti zopet napadle, ali kako bi rekel, začele kljuvati, kot so slabe misli, nervoza, jeza in tako naprej. Tako da v bistvu, ko človek občuti tako imenovan, bom rekel, mir v vsakdanjem življenju, to ni pravi mir. Ker že v naslednjem trenutku bomo žrtev istega nemira.
pravi mir v meditaciji je, ko gremo globoko v sebe, ko z tehnikami meditacije poskušamo umiriti svoj in seveda vaja dela mojstra, tudi potrpljenje je potrebno in s potrpljenjem nam eventualno uspe. Tako da meditiramo zato, ker nam ta naš svet, to naše življenje vsakdanje ne daje zadoščenja. Ne daje nam notranjega miru, notranje radosti, pravega notranjega miru, prave notranje radosti, ki prihaja od tu. Kdor čuti, da v svojem življenju, da je popolnoma, radosten, da ne potrebuje oziroma nima lakote po notranjem miru, radosti, izpolnitvi, po višjem smislu življenja, potem meditacija ni za njega. Meditacija je, za duhovno lačne osebe. Kaj pomeni duhovno lačen? Ravno kar sem povedal. Duhovno lačen po notranjem miru, trajnem miru, pravem miru, ki je že samo ena minuta notranjega miru lahko prevzame naš cel dan. In ta ena minuta notranjega miru zadostuje za cel dan, da bo naš dan, miren. Ko enkrat čutite, da v življenju potrebujete mir, da vas vsakdanje življenje ne zadoščuje, da rabite radost, potem pomeni, da ste duhovno lačni. In v bistvu to je razlog, zakaj meditirati. Nekdo se odloča to je eden od najbolj, trdnih ali adekvatnih razlogov, zakaj se odločiti za meditacijo. Katerokoli pot meditacije sledite, je prva stvar, ki je pomembna, je kako umiriti Veliko ljudi ima probleme z umom. Misli. Ljudje pravijo misli, hiperaktivne misli, švigajo, po domače povedano, 100 na uro. In ta ni glih lahko umiriti. Če uporabljamo lastno mentalno voljo, ker moramo vedeti, da mentalna volja ni kos tem slabim mislim, hiperaktivnim mislim. Če poskušamo slabe misli ali hiperaktivne misli premagati z mentalno voljo, nam definitivno ne bo uspelo. To je, kako se dostikrat izrazim, kakor bi poskušali zravnati pasji rep. Lahko ga zravnamo za 1 sekundo, ampak takoj bo šel gor. Tako da misli ne umirimo z lastno mentalno voljo, ker kako lahko misli sami sebi pomagajo, če pa so one ujete v lastno mrežo. Zato v meditaciji se spustimo v srce. Človek je sestavljen iz več delov. Mi nismo samo telo. Imamo imamo telo,
imamo vitalno bitje, čustva, srce in dušo. In če lahko svojo pozornost osredotočimo na srce, tam, ko rečemo, ko nas vpraša, kdo si ti, jaz, potem bomo lahko umirili svoj Ampak moram povedati, da je potrpljenje pomembno, kakor za karkoli v življenju, naprimer diplomo ali pa, kmetko, poseje nekaj, on ne pričakuje že drug dan, da bo seme zraslo v bilko, ampak čaka do spomladi. Tako tudi mi v sebi, sejemo seme miru z meditacijo in potem eventualno bomo deležni obilice miru v našem življenju stremljenja. Lahko vam dam 2-3 praktična nasveta, kako umiriti Naprimer, če imate probleme ker mnogo ljudi pravi, da ima probleme z hiperaktivnimi mislimi. Enostavno probajte pozornost osredotočiti na dihanje. Ker ko je človek nervozen, potem je njegovo dihanje dosti hitro. Opazujte se, kdaj, ko ste nervozni. Boste videli, kako je vaše dihanje hitro. In že samo s tem, če lahko umirimo svoj dih, bomo občutili mir. Se pravi, to je en način. Usedite se in upočasnite svoj dih. Dihajte skozi nos. Počasi, globoko in neslišno. Z umirjanjem diha se bo do neke mere umirile tudi vaše misli. Drugi način je, da date roke tako, se pravi, ko vam misli nagajajo, da date roke na srce in tako tudi koncentracijo na srce. Ker vse je tu. Če boste lahko svojo koncentracijo dali na srce, potem misli ne bodo imeli iste moči. En način je tudi, da ignorirate misli. Da misli opazujete kot nekaj, kar ni del vas, kar tudi ni. Slabe misli definitivno ne predstavljajo vas. Slabe misli prihajajo od zunaj in ljudje jih sprejemajo. Se z njimi identificirajo in zato trpijo. Se pravi, lahko opazujete misli kot neke oblake. Naša zavest je kot čisto nebo, nebeško modro nebo. In oblaki so kot te slabe misli. Lahko te misli opazujete kot oblake. Bi zdaj naredili eno minuto, eno enostavno vajo dihanja. To ni meditacija. To je vaja dihanja. Tako da pri meditaciji je pomembno, da imamo hrbtenico zravnano. To je najbolj pomembno. Ni pomembno, da sedite na tleh v lotus položaju, lahko sedite na stolu, samo pomembno je, da je vaša hrbtenica zravnana. Zaradi pravilnega dihanja oziroma zaradi pravilnega dihanja po hrbtenjači, po kundalini energiji. O kundalini mogoče kdaj v kakšni drugi oddaji. Se pravi, usedite se zravnano hrbtenico, zaprete oči, lahko v ozadju pustite kakšno sproščujočo glasbo in pa enostavno spremljate. Opazujete svoj dih. Samo to. Opazujete svoj dih. Pravi, vdih,
izdih. Dihamo globoko, počasi. Kot, naprimer, če si predstavljate, če bi kdo postavil nitko pred vaš nos, da se ta nitka ne bi premaknila, tako počasi. Ampak ne spet preveč počasi, da ne boste čutili tenzije tu. Najbolj važno je pač, da dihate počasi in pa neslišno. No, pa dajmo minutko. Se pravi, pozornost na dih. Vdih. Izdih. In samo opazujete svoj dih. Misli lahko pridejo. Ampak poanta te vaje je glih to, da opazujete svoj dih, spremljate svoj dih in s tem ignorirate misli. Kakršnakoli misel pride. Kar dihajte, kar delate vajo. Dihajte globoko in poslušajte, kar govorim. Se pravi, vdih, izdih. Kakršnakoli misel pride, jo ignoriram. Ali opazujemo, ali pustimo, da gre mimo naše glave. Kot ptica, ki leti, ali oblak mimo modrega neba. Enostavno ignorirajte. Ko pride misel, se ne zadržujte na misli. Lahko si celo rečete, če so to misli skrbi. Ne? Če so to misli skrbi, si lahko rečete, ne bom zdaj o tem razmišljala. Jutri bom ali pa čez 2 uri. In boste videli, čez 2 uri te misli ne bodo imele iste moči. Te misli imajo samo trenutno moč. Pravi, vdih, izdih. To vajo, enostavno vajo, ampak efektivno, lahko delate vsak dan, za začetek 5 do 10 minut zjutraj in 5 do 10 minut zvečer. In definitivno vam bo pomagala, če ste redni, pri tem, da umirite svoj kar je, bom rekel, najbolj važno. Ker ko je miren, je naša energija mirna, je naše telo mirno, so naša čustva mirna in takrat, bom rekel, je zdravje na vsem področju. Mentalnem, čustvenem in pa seveda tudi v telesu. Ker veliki procent bolezni prihaja iz mentalnega oziroma čustvenega sveta. Tako da to bi bilo to za danes. Upam, da vam je bila vaja všeč. Sicer enostavna, začetna vaja, to je vaja, ampak s to vajo lahko eventualno pridete v meditacijo, v kateri boste čutili neskončen mir, radost in blaženost, kjer ni nemira, turbulenc, ampak ena sama blaženost. Hvala lepa, ker ste spremljali to oddajo. Hvala in nasvidenje do naslednjič.